Lep pozdrav, spoštovane v oddaji Evropski utrip. Tudi tokrat na zvezi vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki dr. Milan Zver, ampak tokrat ne v Strasbourgu, temveč v Bruslju, kjer se je odvijala mini plenarka, na kateri so se lotili kar nekaj zanimivih in kar precej odmevnih tem. Seveda, najprej pozdrav, vaše zadovoljstvo na obrazu kaže, da je danes bil uspešen dan. Ja, verjetno že poznate odgovor. Danes smo glasovali na plenarnem zasedanju o mojem poročilu Erasmus+, in bilo je z veliko večino sprejeto, kar 497 glasov je bilo za in samo 39 proti. Katero poročilo v Evropskem parlamentu zbere tolikšno večino, toliko glasov. Proti so bili samo skrajno levi in skrajno desni. Torej, vaš celoten demokratični lok se je zbral okrog tega poročila, je tudi podprl. Tudi strani skrajne desnice smo dobili ogromno amandmajev danes, tako da smo morali še kar nekaj časa v njih glasovati, ampak vsi so sledili mojim priporočilom, smo jih gladko zavrnili, tako da je zdaj poročilo sprejeto. Lahko rečemo tudi dobro, tudi komisija ga je včeraj v razpravi podprla, čeprav je bilo v nekaterih elementih dokaj kritično. Kot veste, sem v tem poročilu poskušal oceniti delo Erasmusa plusa, njegovo funkcioniranje v prvih 3 letih, ki ni bilo najbolj rožnato. Treba je reči, da smo res dvignili proračun za Erasmus plus, ampak ta proračun bo začel, oziroma dvig proračuna bo začel funkcionirati šele v tem letu. Sedaj 3 leta pa so praktično morali delovati pod istimi finančnimi pogoji kot v prejšnji finančni perspektivi. Ampak kljub temu z enakim denarjem so dosegli zdaj pod novim krovnim programom veliko boljše uspehe, veliko več ljudi je bilo vključenih v razne oblike Erasmusa in tudi deležniki pravijo, da so predvsem bolj zadovoljni s funkcioniranjem samega sistema kot prej. Povejte mi, dr. Milan Zver, kolikšen bo zdaj težak ta proračun Erasmus plusa in pravzaprav tudi vidim, da se fejst močno borite tudi proti birokratizaciji in seveda za decentralizacijo tega programa. Jaz mislim, da je ravno decentralizacija delovanja Erasmusa plusa, ki so najpomembnejša značilnost v teh prvih 3 letih obstoja tega novega programa. Večina moči je prenešena na nacionalne agencije. Prej je bila moč odločena, združena, skrčena samo na Evropski komisiji. Sedaj so to prenesli tako, da je to v redu. Nacionalne agencije so prave nosilka življenja in dela Erasmusa plusa in to se mi zdi dobro. Jaz sem se tudi zavzemal za nadaljnjo decentralizacijo in tudi avtonomizacijo posameznih sektorjev. Želel bi, da nekateri programi, ki so zdaj združeni v Erasmusu plusu, še naprej ohranijo svojo identiteto, istovetnost in tudi funkcionalno avtonomijo, se pravi svoje področje, svoj proračun in tako naprej. In jaz sem prepričan, da bo komisija sledila tem mojim priporočilom in nazadnje si to želijo tudi tisti, ki so uporabniki tega. To, kar je pomembno, se mi zdi, da je kar 96% udeležencev v Erasmusu plusu izrazilo zadovoljstvo s tem projektom. Izrazili so, da so se veliko naučili in da bodo lahko tako veliko bolj konkurenčni na trgu dela. Lažje bodo našli tudi delo in recimo to kaže tudi druge raziskave, da tisti, ki so se bili vključili v razne akcije Erasmusa plusa, so veliko bolj družbeno angažirani, prej najdejo službo, več se udeležujejo, poslej se udeležujejo volitev in tako naprej. Skratka, vsestranska korist. Je res, da, ko ste omenili, so še nekatere slabosti povezane z birokratskimi ovirami. Letos v tem finančni perspektivi smo recimo v tem programu združili recimo nekatere prijavne postopke, uvedli skupno novo tehnologijo, ampak seveda za uporabnike vse, kar je novo, je težko, je treba najprej se naučiti in jaz mislim, da bodo v prihodnje veliko bolj zadovoljni z delovanjem Erasmusa plusa, kot so bili v preteklosti. Če dobro razumem, torej Evropa je zdaj nekaj zasejala, kar bo žela, pobirala plod čez nekaj časa. Točno to je tudi glavni namen. Investicije v učno in delovno mobilnost, volonterstvo,
v razne mladinske dejavnosti, kako tudi v šport na evropski ravni. Se mi zdi, da se je to najboljša investicija tudi v prihodnost Evrope. To pomeni dejansko, kot ste sami rekli, da bo učinek se rezultiral v prihodnosti, ampak koristi pa imajo tisti že takoj, ko se vrnejo z Erasmusa, kot sem že prej povedal, so veliko bolj konkurenčni na trgu dela in še kje drugje, tako da gre za vsestransko korist, ampak ne gre samo za koristi tistih, ki je udeležencev, ampak seveda družbe v celoti. V kolikšni meri je Slovenija sposobna zajemati z žlico iz te malhe Erasmus plusa? Ja, skupni proračun je 14,7 milijarde za celotno finančno perspektivo. Jaz sem na koncu izrazil upanje, da se bo morala v naslednji finančni perspektivi delež pogače še povečati, če bomo želeli zajeti vse tiste, ki želijo na učno ali delovno mobilnost. In jaz upam, glede na splošno politično podporo, ki jo ima Erasmus+, da bo do tega povečanja tudi prišlo. Vsej nekaj milijard bi morali še dodati, da bi recimo Erasmus+ lahko zadihal polno življenje s polnimi pljuči. Slovenija je kar solidno vključena v razne oblike dejavnosti in akcije Erasmus+. Tukaj ne gre samo za to, da bi posamezniki hodili v tujino, ampak gre tudi za sodelovanje med šolami, Cmepius, Comenius, recimo, ne. Tako da, recimo, sem zadovoljen, da je čez 90% slovenskih srednjih šol vključeno v razne oblike Erasmus izmenjav, ogromno študentov in še veliko učiteljev in seveda tudi učencev v osnovnih šolah, zato ker so tudi osnovne šole že vpete razne aktivnosti v okviru sodelovanja med inštitucijami, šolami torej. Včeraj ste imeli zanimiv sestanek z Evropsko komisarko za zunanje zadeve Mogherinijevo, zanimiva debata okoli Trumpovega odloka o začasni prepovedi vstopa muslimanskim migrantom, beguncem iz 7 muslimanskih držav. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, da je bila razprava živahna, vendar, kako bi rekel, mavrično obarvana, od nekih skrajnosti za Trumpa do skrajnosti proti Trumpu. Ja, zdaj sestava Evropskega parlamenta je pač taka, da se te skrajnosti vselej pridejo praktično v vsaki razpravi do izraza. Vendar včeraj je pa bilo neko splošno skupno mnenje in to je bila skrb zaradi prvih Trumpovih potez. Pa ne gre samo za to, da je za ta ukrep Trumpa prepoved vstopa 7 državam ZDA, ampak gre tudi za skrb, kaj bo z evroatlantskimi povezavami v prihodnje. Evropa bi si želela recimo več sodelovanja na področju trgovine, bi si želeli več sodelovanja na področju varnosti in jaz sem trdno prepričan, da nobena juha se ne poje tako vroče kot se skuha in da bo evroatlantsko zavezništvo ostalo tudi v prihodnje, tako v trgovinskem, kako tudi v varnostnem smislu in političnem smislu. Amerika bo vendarle morala spoznati, oziroma nova ameriška administracija, da je to zavezništvo, ki vključuje samo 10% svetovnega prebivalstva, nujno za preživetje. In da ne Amerika ne bo, čeprav je močna, zlasti močna vojaška in diplomatska sila v svetu, ne more popolnoma sama tekmovati z vsemi. Nujno potrebuje Evropo v trdni povezavi v svojem konkurenčnem spopadu, recimo na globalnem tržišču s Kitajsko ali pa še z drugimi igralci. Veste, kaj sem jaz občutka? Namreč, da je Evropska komisija, Evropska vlada, torej ni imela opcije Trumpove zmage, ker če bi imela to opcijo, bi prav gotovo imela tudi odgovore na te stvari, ki se zdaj pojavljajo. Ja, Evropska komisija ni pričakovala, zagotovo ne, oziroma predsednik Evropske komisije in njegov tim takega rezultata, no se moramo priznati, marsikdo tega ni pričakoval, ampak vendarle to se vidi tudi v tem, da je bilo izrečeno polno nerodnih izjav, popolnoma nepotrebnih. V Ameriki je zmagal predsednik na demokratičen način in recimo to demokratično
voljo Američanov in legitimno pozicijo predsednika moraš spoštovati in to je treba vedno poudarjati. Vendar, kot je omenil Weber, vodja naših poslancev v Evropskem parlamentu, moramo tudi vselej jasno in glasno povedati svoje stališče in svoje mnenje. Če nam ne bo všeč stališče ameriške administracije, bomo pač to povedali jasno in glasno in seveda temu primerno prilagodili svojo politiko. Jaz še vendarle sem optimist, ne znam si predstavljati situacije, ko bi Amerika in pa Evropa pretrgali recimo nujno potrebne stike, ker gre za tako prežetost dveh nemočnejših gospodarstev in političnih sil v svetu, da bi to kar težko pretrgali z željo nekoga, da bi rad bil sam proti vsem. Torej bova končala s to vašo mislijo, namreč nobena juha se ne poje tako vročo, kot se skuha in upajmo, da bodo dialog se odvijal normalno naprej med tema dvema konec koncev velikima velesilama in Evropa in Združene države Amerike. Midva, spoštovani Milan Zver, pa se vidiva čez 2 tedna, ko boste v Štrasburu na velikem plenarnem zasedanju. Srečno! Veselim, svidenje. Mi pa smo torej za 2 tedna se poslavljamo, vidimo se čez 14 dni.